Torej, ja, da ne bomo izgubljali časa, torej, meni so svetovali, da ne pripravljam to zadevo na ta način, da bo bolj uvodno, da ne bo preveč strokovno, tako da kakšne stvari verjetno kdo že videl, ker jih bom kazal, morda pa tudi ne. No? Tako da najprej bomo nekaj slajdov, mečkan uvida v tale hiter razvoj umetne inteligence, ki se je zgodil v zadnjih 4-6 mesecih, ne? Pa bomo pa pogledali stvari kar uživa v glavnem. Ne? Torej, pa slajdi so v angleščini, ni bilo od sajta prevest, no. To, tako je, no. Dobro. To podobno predavanje sem imel, zdaj, ne vem, prejšnji teden recimo za evropske statistike v Bruslju, recimo, samo tako, da imate občutek, no, za njih je bilo to večinoma novo, ne. Torej, zdaj, prva stvar, ki jo je treba povedati, je, da je komaj kakšna diskusija, saj v krogih, kjer se jaz pojavljam, to so bodisi znanstveni, inženirski, ne vem, recimo te mednarodne organizacije in tako naprej, tako rekoč ni debate, ki ne bi slej ko prej v nekaj minutah prišla na ChatGPT. In to zdaj neke 3-4 mesece. Ne. Ta ChatGPT, v katerem upam, da ste saj slišali, no, če že niste sprobali, se je pojavil konec novembra in ne vem, teden zatem smo imeli en OECD sestanek in to je bila stalna tema, že teden, dva potem. Ne. No in zdaj to ne poneha, ne, oziroma se samo intenzivira. Ne. No zdaj, prvo zanimivo vprašanje je, kdaj je bilo pa nazadnje nekaj podobnega. Ne. Torej, jaz sem v tem računalništvu pa umetni inteligenci od svoje rane srednje šole, to pomeni iz 80-ih let, in edinkrat, da je bilo nekaj podobnega, je bilo tam nekje sredina 90-ih let, ko je se pojavil web, ne internet, web. Ne. Internet je bil že prej, pa ga noben ni opazil, ko se je pa web pojavil, ne, takrat je pa, ampak to se ni zgodilo v tednih pa mesecih, ne, ampak se je to zgodilo v parih letih, recimo, da je ta web se prijel. No, zdaj pa tlele boste videli te grafe, če jih morda še prej niste videli, kakšna je ta adoption rate, kot bi rekel, torej kako hitro se je prijel tale ChatGPT. Torej, kakorkoli pogledamo, ta ChatGPT je definitivno zarezal v družbo. Ne. Zdaj tisto, kar je zanimivo, zakaj sem prej omenil, ne vem, organizacije, kot so OECD, Svet Evrope, Evropska komisija, NATO tudi, no, jaz nekako pokrivam ali zastopam Slovenijo na teh organizacijah. Zakaj so tako v skrbeh? Zato, ker niso jasne posledice tega tako močnega orodja. Ne. Boste videli pol, zakaj je tako močno. Ne. No, tole je en hiter zemljevid, kako so se stvari dogajale. Ne? Torej, osnova za ta ChatGPT, če ste ga probali, je nekaj, kar se imenuje en model, tak računalniški model narejen s strojnim učenjem, ki se je imenoval GPT-3, pa pol so naredili GPT-3 pa pol, no in ravno na ključe je hotelo, da je pa včeraj prišel GPT-4, ne? Dolgo pričakovan in je, ki je pa ne bi bil sploh najboljši od vsega. Jaz sem včeraj večer pač preživel z igranjem s tem in je očiten napredek. No ampak to ne gre samo za ta GPT, gre še za nekaj drugih stvari, ki jih bom tudi pokazal, ta AlphaCode, Copilot, DALL-E, ne vem, vse te stvari, če ste jih videli, jaz jih bom pol pokazal, da se ne bom zadržal, so se zgostile praktično v manj kot letu. Manj kot v zadnjem letu so se zgostile, ne, in to pada tako po tekočem traku. Ne. Praktično ne mine teden, da ne bi bilo nekaj novega. Torej, ta teden je bilo, ne vem, včeraj, torej prišel ta GPT-4, to je završalo, ne. In pa še Google je objavil svojo verzijo, ki jo je vgradil v ta online office, torej, ne vem, zdaj boste lahko naredili povzetke kaotičnih e-mail debat in množice drugih stvari. To je od včeraj. Ne. A ne, torej, stvari se dogajajo tako hitro, da tudi tisti, ki gledamo vsak dan, včasih kaj spregledamo. Ne. Ali pa tako, znotraj odseka na Štefanu nekako smo koliko toliko na tekočem, čisto vsak zase pa ne more biti. Ne.
Dobar, tole je, prej sem omenil, koliko hitro se je ta stvar prijela. Ne? No, tlele, to je en graf, pač, ki sem ga od nekje vzel. Zdaj, na levi strani vidite tele servise, ki so vsem znani, Twitter, Pinterest, Facebook, Spotify in tako naprej. Koliko časa so dobili te servisi ali pa te api, da so dobili 1 milijon uporabnikov. Ne? Torej, Twitter je rabo, ne vem, 2 leti, ne? Pinterest skoraj 2 leti, ne? Facebook slabo leto, ne? Spotify pol leta in tako naprej. Instagram, ok, samo 2,5 meseca, no, ampak ChatGPT rabo en teden za to. Ne? To je tako nezaslišano. Ne? Zdaj, pa ne gre samo za ta en teden, ampak torej, to je bilo konec novembra, torej konec januarja, po 2 mesecih je imel že 100 milijonov uporabnikov. Ne? Zdaj niti ne poročajo več o te številki. To pomeni, to je res tako završalo kot, ne vem, v angleščini bi rekli forest fire, ne, pod nas nimamo čist pravega ekvivalenta, ne, za tako besedo, torej je završalo. Ne. Torej, danes je že tako, če tega nekako ne vladaš ali pa ne veš za to, ne, pa najdem tudi take ljudi, ne, pol je tako nekaj se vprašaš, kva se dogaja. Ne. No, zdaj pa par slajdov o posledicah, ne, možnih posledicah. Ne. Torej, najprej morda najbolj pomembna posledica, ki jo lahko bomo občutili, boste občutili, koliko bo že prišlo to, je trg dela. Ne? Trg dela, zdaj tukaj citiram en članek iz leta 2013, ki je bila ena taka klasična referenca, ne, ki je napovedovala, kako se bo spreminjal trg dela, ne, in je bila velika napoved. Ne. Ja, zdaj tako čez enih 5-10 let, ko bo pa umetna inteligenca res nekako se ugradila v družbo, takrat bojo pa ostali samo še kreativni poklici, pa socialno intenzivni, tako družbe, kjer je veliko interakcije z ljudmi, kreativnost in tako naprej, medtem ko poklici, ki so ročni, ponavljajoči in tako naprej, to bo pa šlo in bojo tudi v tem ustrezno, bojo plače se povečale kreativcem, unim pa manualcem pa bojo šle dol. No, zdaj, to, kar se je zgodilo zdaj v zadnjih 6 mesecih, je natanko obratno. Ne? Torej, vsi kamionarji še vedno vozijo svoj kamion, vsi stojijo za tekočim trakom, kreativci, ne, pa postajajo skoraj da odveč. Ne? Boste videli pol, zakaj? Ne? Zato, ker je enostavno, ene stvari so tako enostavne zdaj, da je treba premisliti, kako se nekaterih stvari na nov lotati s temi urodji. Ne? Če še niste, pa ste iz tega foha, ne, pol dejte tako, če sami ne boste, vas bo pa zadeva sama dohitela zelo kmalu. Ne? Torej, to sem hotel reči, torej, trg dela, ta bo verjetno najbolj imel občutil te posledice oziroma jih že čuti zdaj že po parih mesecih. Ne? Druga stvar, ki je mogoče za mene kot za znanstvenika ali pa za tiste, ki ste znanstveniki, mogoče zelo, jaz sem jo prvič nekako doživel zdaj v vseh teh desetletjih, kad sem v poslu, torej prvič, da ne razumemo, zakaj zadeva dela tako dobro. Ne? Vemo samo to, da dela dobro, ne? Vemo, da če damo še več podatkov noter, pa če še bolj procesiramo stvari, dela še boljš, ampak zakaj dela tako dobro, pa enostavno ne vemo. Ne? In to zdaj nisem sam jaz tiskal, ne ve, ne? Tudi jaz ne vem. Ne? To sem moj kolega oziroma star prijatelj, no, je direktor konkurenčnega projekta na Googlu, to je Google Lambda. Ne? Torej, če kdo pa ima on pogled v celo zadevo, torej ima kontrolo, razume, kva se dogaja in tako naprej, on je rekel enostavno, da ne razume. Ne? Torej, da ne gremo v detalje, to je prvič, da dejansko ne vemo več, za kva mašina tako dobro dela. Ne? Zdaj, več odgovorov je, mogoče tehničnih, ampak pravi odgovori bi bili konceptualni, ki jih pa nimamo v ta moment. Ne? Konceptualni so morda to, da smo s tem obsegom podatkov in procesiranja nekako zadeli eno točko, kjer je kritična masa tega človeškega znanja not. Ne. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je
da en del raziskav bo zginja. Ne. Torej, v našem odseku ali pa na Štefanu imamo 3 odseke za umetno inteligenco in se ukvarjamo z analizo jezikov, s tem in onim zadevami. Neke stvari enostavno smo nehali delati v teh mesecih, zato ker se enostavno ne splača več vlagati resursov in česarkoli drugega, zato ker so ta orodja zdaj na razpolago. Ne. Zato sem tudi prej rekel, za te kreativne poklice bo zelo podobna zadeva. Ne. Torej, en lep del researcha, saj na našem koncu se bo moral redefinirati. Saj, no. Tisto, kar je zanimivo, ena najbolj takih rutinskih zadev, ki jih delamo vsak dan, je iskanje po webu. Ne. Ta paradigma, ki jo poznamo zdaj nekih, bi rekel, 25 let, tam nekje od srede 90-ih, se spreminja. Ne. Kar naenkrat torej, ta standardno iskanje z Googlom postaje nerodno in se ga da hitreje opraviti, pa bolj precizno, pa bolj celovito. Ne. In celo zanimivo, ena najbolj takih težavnih panog je programiranje, pa software engineering, ta se tudi spreminja, ker ta orodja tudi generirajo software. Ne. Pa da ne grem tle preveč v detalje. No, recimo, še eno stvar bom povedal se strani tega politik, oziroma zdaj je zadnja, tam nekje od 2017, se intenzivno pripravljamo, pa delamo, mislim, tudi se strani Slovenije, pa predvsem na evropskem nivoju, da se regulira umetno inteligenco, da ne bi eksplodirala. Zdaj, eksplodirala je že do neke mere, zdaj, oziroma vsaj duh je šel iz steklenice, no, ampak da ne gremo v detalje, ena od stvari, ki je pomembna, ko se regulira umetno inteligenco, je tudi najprej definirati, kaj to sploh je. Ne. Jaz sem bil celo na OECD-ju vodja te delovne skupine za definicijo in 2019 smo sprejeli definicijo, ki se je zdaj uporablja kar precej po svetu. No in prvi stavek je bil tale, ki ga tlele gor vidite. Ne. Bom kar po angleško povedal. Ne. Torej, an AI system is a machine-based system, ne, torej, to se nekako strinjamo, that can key be for a given set of human-defined objectives. Ne, torej, ki bo za nek vnaprej dano množico ciljev, ki jih da človek. Ne. Tlej vsaka beseda super premišljena. Ne. Cela definicija je 3 stavke, pa smo delali te 3 stavke 8 mesecev. Ne. No in ta prvi stavek je nekako zelo pomemben. Sploh ni hec, jaz sem tudi mislil najprej, da je hec, ampak je za vsako besedo je bila vojna. Ne. In še pol so kasneje spreminjali. Ne. No in zdaj jo pa spreminjamo, to lik zaradi pojava tega ChatGPT-ja oziroma teh generativnega AI-ja. No in tale zbrisali smo besedo human pa defined. Ne. Zakaj? V starih cajtih so zdaj 4 mesece nazaj. Ne. V starih cajtih smo pač mi točno povedali mašini, kva naj naredi, zato smo rekli, da smo definirali. Ne. No, zdaj tega več ni. Ne. Zdaj, kot boste videli zdaj iz tega demota, boste videli, ne damo več definicije, ne, ampak samo povemo malo željo, malo navodila, malo povemo. Ne. No, to je ena stvar, druga stvar je pa, da ni nujno, da človek daje navodila. Ne. Zdaj že mašine dajo mašinam navodila, kaj je treba narediti. Ne. Zato smo zbrisali besedo human pa defined. Ne. Zdaj, za eksplicitne in implicitne cilje zdaj nadomešča. Recimo, to je zdaj predlog popravka definicije, ki bo šla konc leta, se bo glasovalo o tem. Ne. Dobro, to je še ena taka zanimiva posledica. Ne. No pa še ena stvar, ki je pa v bistvu izrazito problematična, namreč te eksperimenti ali pa te sistemi, ki trenutno se jih dela, postajajo skozi dražje. To, kar vidite na tem grafu, je na vertikali vidite cena sistema, ne, na horizontali pa vidite čas. Ne. Mi smo zdaj tlele nekje, ne, v tem delu
in enostavno se bližamo temu, da bo čez nekaj let bojo eksperimenti ali pa, da bi sploh hotel še biti kompetitiven v tem svetu tam v rangu milijona 10 do 100 milijonov, ne, tam do 2030 ne bi bilo okrog 100 milijonov. Bomo videli, ali se bo stvar tako odvijala ali ne, ampak kaj pa to pomeni, da tako kot je to en tweet, ki sem ga skopiral, pa mi je bil všeč, skratka tale stavek, for good or ill, dobrem ali slabem, big tech will be the only game in town. Torej, če ne boš Google, Amazon, Facebook, pa še kakšnega Apple, pa kakšen od teh, pač enostavno se ne boš mogel tega privoščiti. Vsi ostali bomo samo še uporabniki te tehnologije. Že zdaj smo do neke mere, ampak zna biti še hujšno. Tako da to je tudi ena posledica, ki ni čist jasna, kako se bo odvila. To vpliva tudi recimo na strategijo naših raziskovalnih odsekov. Mi ne moramo ostati uporabniki ene tuje tehnologije. Mi smo navajeni nekaj delati in moramo pač kar dober premisliti zdaj, kako se te stvari odvijajo. Dobro. No, zdaj bom pa čist konkretne datov. Zdaj jaz ne vem, koliko ste že videli teh sistemov, bom zelo na hitro probal jati skozi in kolikor bo pa časa ostalo, ga bomo pa potrošili na ChatGPT-ju. Predtem bomo pa pogledali še te druge podobne sisteme, ki lahko ogrozijo kreativce na en, drug ali tretji način, morda ne še danes, ampak v okviru mesecev ali pa nekaj let pa zagotovo. Torej, en je DALL-E. DALL-E, to ste morda že videli, kaj DALL-E je, daš neki eno željo, poveš v obliki kratkega teksta in dobiš slike ven. No, jaz sem prele, ko sem tele slajde pripravljal, sem rekel Lake Bled in the style of Van Gogh Starry Night, pa mi tele 4 slike zgeneriral. Sem upal, da še kakšna malo lepša, no, ampak recimo zdaj nimamo cajta. Koliko časa imam še? 10 minut. Dobro, lahko tlele kliknem samo to, da imate občutek, kako to zgleda. Try DALL-E, rečeš, dajmo zdaj še enkrat reči, Lake Bled in style of Rembrandt, malo drugače, da ne bo čist, a sem prav napisal. Zmeraj se ustrašam, ker mi je počrta. Pustimo, da dela to v ozadju, pa boš te slike naredil, pa bomo videli, kaj naredil. Torej, tle si, če niste probali, dajte to probati, skratka, poveš željo, najbolj naumno, tle imate primere, mi spodaj vrti, naslonjač v obliki avokada, tle je, in tako naprej. Medtem, ko generira, vrti primere. Torej, dejansko najbolj nore želje, ki si jih zmislite, jih tle napišete in bo prišel z nekim rezultatom. Dobro. Pejmo naprej. To je za generiranje slik. Naslednja zadeva, ki je prišla malo ven, torej generirate slike lahko tudi sami in je odprt servis. Tale za videa pa še ni, ampak je, spet napišete en takle kratek tekst in vam zgenerira video. To pomeni, kaj lahko pričakujete v nekaj letih, da napišete mogoče majčkeno daljši tekst in boste bolj ali manj film dobili. In to ni hec. Recimo tlele je primer ozadja, to je tale website, tole je en video zgeneriran, da pač unikorni tečejo po plaži. Recimo, to je en primer. Tlele je en primer, da en pes, ki je oblečen kot Superman, pač da malo leta okrog, tega medvedka ste videli. To so taki kratki stavki in to je vse, kar rabi sistem za to, da to zgenerira. No, tole mi je všeč. Lahko pa date na mesto besedila tudi na vhod neko statično sliko, recimo tole je ena od Rembrandta, in rečete, daj jo uživeti to sliko. In potem dobite takle filmček. Tle je še par drugih, ampak da ne bom zdaj preveč časa trošil. Skratka, to pričakujte, da bo tole zdaj, zakaj to ni še odprt, zato ker enostavno bi preveč resursov pojedel tole, v tem primeru je to Meta / Facebook, enostavno ni tako pocen zgenerati, je pa software, ki dela, sploh ni vprašanje.
Pa tlele so še razni primeri, no. Lahko pa video date, pa vam še nove videe iz tega zgenerira. Skratka, je več scenarijev, ne, ki to funkcionirajo. Ne. No, dajmo pogledati, tale slučajen že ni še končal. Aha, no, zdaj je končal. No, in zdaj ne bi, aha, no, to je pa zdaj Bled v stilu Rembrandta, ne, okej. Dobar, a je ali ni. Sej, če bi mi zdaj tale tekst še mečkam dodelali, pa bi rekli še to, pa pa tretj, pa še malo bi še boljš ratal, no, ampak zdajle pač ni bilo časa. Ne. Dobar, gremo naprej, ne. Zdaj kaj smo obdelali? Slike generiramo iz teksta, ne. Torej, tole so bile slike iz besedila, tle video naredimo, kaj je naslednja zadeva? Muzika, zakaj pa ne, ne. No, to je pa Musical.ly. To tudi ni odprt servis, ampak je kar nekaj lepih primerov, to so v Googlu naredili. No, takole približno, kot je tale besedilo, tlele, ne, napišete, kakšno muziko bi si želeli, ne. Slow tempo, bass and drums, reggae song in tako naprej in ta stvar zgenerira. No, zdaj pa, ne vem, če bo zvok delal, bomo lahko tudi slišali. Tale website ima nekaj vnaprej izračunanih primerov, ki jih pa pravzaprav vsak tudi lahko zračuna. Sam inštalirati si morate software, pa je nekaj bolj kompliciran. Recimo, ne vem, dajmo tega pogledati. To je zgeneriran, to je pa že prej obstajalo, ne. Recimo, ne vem, dajmo tega provati. Samo iz tega besedila je to zgenerirano, to ni nič kaj drugega. Beni tunov nič tega. Ne. Recimo tlele, no tlele so recimo takeli malo skonstruirani. Ni nobeno besedilo, ampak sliši se pa, kaj da bom to hotel povedati. Ne. No, tlele, recimo, tlele so pa variante, ne, ko noter damo besedilo, ne, oziroma ali pa tisto osnovo, kako jo lahko spreminja, ne, recimo, ne vem, Bela čao, poznate, verjetno, ne, iz protestov pa to. Mislim, kje pa bi, ne. Skratka, lahko je takole. To je vse zgeneriran, a kapela, ne, pa kitara, pa, ne vem, malo chamber music, pa tako naprej, ne. Skratka, zdaj tle lahko potrošili še čas, ampak verjemite mi, tole ni hec, ne. Aha, no, pa še tole je zanimivo, ne. Lahko mu tudi pokažemo sliko, recimo v tem primeru tale persistence of memory, ne, kako je že. Iz slike zgenerira besedilo, iz besedila pa zgenerira muziko, ne. Pa tega Napoleona, ne, ki je mečkam bolj, poznate to sliko, ne, ki je iz besedila, ki je slika iz Wikipedije, pa vse včasih je kaj dober, včasih je slabš, ne, ampak pomemben je, da ples, poznate tole. V glavnem tole se splača, aha, ta je pa Scream, no, ta je tudi znana, ne. Drama, ne. No, v glavnem, sliko znamo v tekst spremeniti, ne, vpis, tekst pa znamo v muziko spremeniti. No, to je to. Dobar, no, zdaj pa, kolikor imam še časa, aha, še tole, to vas bo manj zanimalo. Od vseh teh je pa za mene osebno najbolj impresiven primer to, da zna s podobno tehnologijo zna tudi reševati super težke računalniške naloge. To so, veste, da obstaja računalniška olimpijada, matematična, fizikalna olimpijada in tako naprej. Torej, to so vzete naloge iz računalniških olimpijad, to so zelo težke so, no. Mislim, recimo, da bi mislim, jaz sem vodil to slovensko ekipo nekaj časa, se jih da rešiti, ja, ampak moraš biti kar dober, no. Vsekakor ni zelo enostavno. No in kaj ta sistem naredi, to je AlphaCode, Google je to naredil, DeepMind, no.
Skratka, kako te naloge izgledajo. En tekstovni opis, tle na levi strani, kakšen primer, in potem mora tekmovalec na računalniški olimpijadi napisati program, ki reši ta problem, ki je opisan tle not. No, zdaj pa to, kar je zdaj treba dati, je samo opis naloge daš in zgenerira neposredno iz teksta zgenerira kodo, ki dela, pod istimi pogoji kot tekmovalci. Ne vem, 10krat jo sme poslati in mora delati, ne sme nobenih hecov biti. Ne? In je neverjetno dober je bila ocenjen, da ne bom šel tle v detalje. To je za me, jaz nisem mislil, da bom to doživel, dokler bom živ, da bo nekaj takega delal, no to dela. Ne? In to je bilo lani narejen polet. Ne? Dobar, no zdaj pa, kolikor imam še minut, dajmo še ChatGPT, imam nekaj zanimivih primerov. Rekel sem, da je včeraj bil veliki dan, ko je prišel ta novi, veliki, boljši model GPT-4, ki je zdaj pod tem servisom ChatGPT. Ne? Dobro. Zdaj, morda ste se že igrali s tem ali ne, ampak torej, da se veliko hecov narediti, ljudje se začnejo, ne vem, začnejo najprej kakšne pesence generirati, pa take stvari, ne, to je zelo enostavno. Ne, ne vem, samo mečkam, da se znajdem. Tole bom zdaj ugasnil muziko, pa videe, pa tega Rembrandta. Aha, če jih zdaj ne spravimo, ne bojo nikoli več nazaj prišli, ker vsakič je drugače pride. Žal zgubljen. Ne. Dobro, no, gremo zdaj na ta ChatGPT. Dobro, to lahko za hec naredimo. Napiši pesmico o tednu možganov. Ja, se kaj drugega se ne bi niti upal, ne. Vas je preveč, ne. O tednu možganov, kako je intelektualno na visokem nivoju, in ja, se ne vem, kako se sploh rečete, intelektualno, ne, se hecam. Na visokem nivoju in kako je popularen v dveh kiticah, da ne bo predolga. Ne? No. Dobro, to pesence se da pisati, ni problem, se rima, lahko rečemo tudi v stilu Prešerna, pa bo malo bolj v stilu Prešerna, stilu Franceta Prešerna, malo drugač. Ne, to res dela. Jaz se ne hecam tle gor, zato vam pravim, da so ogroženi poklici tlele, telih fantov gor pa punc. Ne? No, ok, ampak tole so heci. Teh hecov je lahko še dost, lahko napišemo vice, pa te norčije, ampak zdaj v teh parih minutah, demokracija, glasujete. No, bom samo par stvari bom pokazal, no, na hiter. Recimo, bom vzel rdečo kapico. Ne? To je rdeča kapica, vidite, pravljica, verjetno je vsak od vas že videl, tako da zato sem to vzel kot primer. No in bom rekel new chat. Torej v slovenščini dela lih tako dobro, kako v angleščini. Zato tlele kažem slovenščino, zato ker ni nobenega razloga, da ne bi, lahko pa tudi v katerem drugem jeziku. Napiši enostavčni povzetek naslednje pravljice. In jo kar space tam noter. Ne? Ja, zanimivo, ne? To je ta stara verzija. Ta stara verzija, no, zdaj bomo pa rekli new chat, pa bomo rekli chat
GPT-4, ne, to je zdaj pa čist druga stvar, ne. No in zdaj bomo rekli še enkrat, napiši enostavčni povzetek naslednje pravljice. V en stavek je kar težko stisniti, ne. No, tle je bil zdaj en termin, vidite, da je vino ni nesla. To je pa en pojem, ki se je pojavil zdaj in sicer halucinacija modela, ne. In no, vse ostalo je pa kar točen. No, zdaj pa, spet več kot en stavek, kakva? Rdeča kapica, dobro, to pa, ok, v redu. No, da pustimo to, ne. To sem hotel pokazati. Napiši povzetek pravljice o rdeči kapici v enem, to je zato, ker me preganjajo, ne. Enem stavku, kjer se vse besede začnejo na R. A mislite, da to gre? Rdeča, radovedna, razposena, razigrana rdeča kapica, razveseljevala rogovileža, razbojnika, resno razočarala rabljevega, razkritega, razželjenega, rujnega načrta. Dobro, ne? To bi se moral kakšen zelo pomatati, ne, da bi tole naredil, ne? No, zdaj pa kaj lahko še naredimo, ne? Dajmo, recimo, malo bolj resno stvar bom pokazal, ne? Tole, kar sem pokazal kolegom našim iz STA-ja, če kaj tazga uporabili za članke, so rekel, to pa bi, ne. No, ko poslušate predavanja ali pa take stvari, si delate zapiske ali pa si naredite tisto mind map, kako se reče, pač mind map, saj vemo. Miselne vzorce, ja, takoj zaključam. No, sam še ta miselni vzorc, torej pravljica je pravljica, ste videli, ne, taka kot je. Nariši omrežje relacij. Nariši omrežje emotivnih relacij med osebami iz pravljice Kapica. V formatu grafis. To je sam tehnikalija za to, da bo... No, v glavnem, to, kar bo zdaj naredil, tle not nastopa nekaj oseb, enih 5, ne, volk, lovci in tako naprej. Vsi imajo, eni se marajo, eni se sovražijo, eni so tako in drugačne. In iz tega bi zdaj naredili lahko graf, mind map v eni potezi. To je nekaj, kar do novembra lani nismo mogli narediti. Tle vidite, zdaj tole samo spacem v en drug servis, pa tle vidite, rdeča kapica, pa babica odnos ljubezen, pol tle, ne. Zakaj zaupanje prevarano? Če se spomnite pravljice, najprej volk prišel na travnik, pa je sta bila prijatelja, sam pa jo je pa prevaral, rdečo kapico. Tako da to je, mislim, je. No, bom jaz kar naprej napisal, naštej pozitivne lastnosti volka. No, volka, a kaj? Vse je dobro. Zdaj, a so kakšne, ne? Ne, zdaj bi moral...
v pravljici o rdeči kapici. No. No, samo še eno, dve stvari, pa smo zaključili. Sej vprašanje jaz le postavljam v svet. No, zdaj jih bo naštel. Da je prepričljiv. Dobar, ne? No, da vidimo, kjera bo te druga, ne? Inteligenten je tudi, ne moramo reči, da ni, ne? No, kjera ima še preogoljiv je, ne moramo reči, da to ni znak dobra lastnost in tako, ne? No, zdaj pa to je mečkem počas, da je komunikativen in tudi tako. Dobar, bom to ustavil, zdaj pa dajmo takole narediti. Napiši pravljico o rdeči kapici, kjer bo volk, kakva je, ne? Pozitivna, izrazito pozitivna oseba, ne? No, zdaj pa, ne vem, če bomo dočakali tole generiranje, ampak to sem prej prvič probal, ne, popoldne, to se ni še dal po včerajšnjem delati. Po včerajšnjem pa to dela, ne. Dejstvo je, da ta pravljica kar naenkrat je zelo podobna osnovni pravljici, samo kar naenkrat, tam vidim, da T kažete, ne, kar naenkrat postane volk zelo dober, ne, naletela na prijaznega volka in tako naprej. Nimam časa, sam še povedati, kva sem ovo pripravljen še za naprej. Naslednja zadeva bi bila, da povežem pravljico rdeče kapice pa Sneguljčice. In se lepo punce srečata, sodelujeta, rešita in pravljica pride ven, ne. To imam tlele, ne. No, ja, to imam tlele, sem jo prej naredil, ne. Potem sem pa rekel, no dobro, pa dajmo še rdečo kapico povezati s slovensko zunanjo politiko, ne. Jaz se opravičujem, ampak mi moramo res zaključiti počasi, tako da. Vidite, tole pa pravljica o rdeči kapici in slovenski zunanji politiki, tudi vse to gre, no, in tole enostavno takole se lahko igrate in ne vem, jaz sem impresioniran, kaj se da narediti, raj sploh ne razlagam, koliko nam pa ta stvar lahko koristi pa pomaga pri zelo resnih zadevah, no. Jaz se opravičujem, ampak zdaj moramo res zaključiti počasi.